Dragi gledalke in gledalci, z menoj je dr. Anton Bebler, med drugim ustanovni predstojnik katedre za obramboslovje na nekdanji fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, sedanji fakulteti za družbene vede. Objavil je številna dela iz politologije, vojske in tudi političnih sistemov, tako doma kot v tujini. Dr. Bebler, slovenska osamosvojitvena vojna ali vojna za Slovenijo, znana tudi kot desetdnevna vojna, je potekala med 27. junijem in 7. julijem 1991. Kaj je bil takrat strateški in kaj taktični cilj Jugoslovanske ljudske armade, krajše JLA? No, strateški cilj je bil popolnoma jasen in to je zadušitev samostojnosti Slovenije, preprečitev razpada SFRJ, Jugoslavije, na samostojne republike. Taktični cilj, ker tega radikalnega cilja, za izvedbo radikalnega cilja niso mogli dobiti dovoljenja ali soglasja tedanjega predsedstva SFRJ, so ubrali pot, ki je bila sicer še vedno ustavno-pravno sporna, je pa bila možna in to je odredba Zveznega izvršnega sveta o ponovni vzpostavitvi zveznega nadzora nad državnimi prehodi, mejnimi prehodi in ponovno vzpostavitev nadzora nad pobiranjem carin. To je bil taktični smoter, pač pa tedanje vojaško vodstvo, ki se je imenovalo štab Vrhovnega poveljstva oboroženih sil, samo poimenovanje je bilo neustavno oziroma nezakonito, je računalo, da bo izvedba tega taktičnega smotra s premikom tankovskih skupin in zasedbo 133 meddržavnih mejnih prehodov sprožila tako psihološko in politično reakcijo, ki bo Slovenijo prepričalo, da prekliče razglasitev svoje samostojnosti. To je bilo njihovo pričakovanje oziroma napačno izračunana posledica izvedbe tega taktičnega napada. Se pravi, čeprav razumem, je bila njihova ocena tudi, da so Slovenci, kot se rado reče, bečki konjušari, da bodo pokleknili takoj, ali kako? Da, to je bila očitno ocena na samem vrhu JLA. In to je zanimivo, to podcenjevanje Slovencev in podcenjevanje odločnosti Slovencev in sposobnosti Slovencev, da se uprejo, je bilo prisotno med oficirji, visokimi častniki, nekdanjimi mlajšimi oficirji, ki so službovali v Sloveniji, med drugim tudi generala Kadijevića. Veljko Kadijević. Tak je bil njihov vtis o Slovencih. In zato niso upoštevali veliko bolj realne ocene, ki jo dalo tedanja varnostna obveščevalna služba na našem območju. Mi vemo, da je bila njihova ocena drugačna. To je Kos. Da, Kos je pričakoval odpor, ne pa poslušnost in ne vdajo. Ampak to oceno so preslišali oziroma so sodili, da oni že poznajo stvari bolje od teh kosovcev in zato so naredili strateško napako. Strateško napako v tem smislu, da so bila sredstva, ki so jih tedaj uporabili 26. junija, z uporabo samo 2% zmogljivosti zagrebškega vojaškega območja za to operacijo, z uporabo približno malo manj kot 2000 vojakov, od 45 000 vojakov, ki so jih imeli na voljo v zagrebškem vojaškem območju, 22 000 samo na ozemlju Slovenije. Ta operacija
oziroma tako majhna uporaba zmogljivosti Jugoslovanske ljudske armade na ozemlju Slovenije in ob tem, da pri teh premikih so bili že vnaprej izvzeti napadi na državne ustanove, republiške ustanove v Sloveniji. So izvzeti bili napadi na teritorialno obrambo. Se pravi, vsemi temi omejitvami z zelo skopo uporabo zmogljivosti se je pokazalo, da tega smotra zadušitve niso mogli izpeljati. Pač pa, ko so poskusili to svojo strateško napako popraviti, se je izkazalo, da iz vrste razlogov, tako notranjih kot zunanjih, tega niso zmogli. Te strateške napake vodstvo JLA ni potem moglo izpeljati in temu je sledila tudi odločitev predsedstva SFRJ, da ne sprejme predlogov štaba Vrhovnega poveljstva oboroženih sil o radikalnem napadu na Slovenijo. Mi vemo iz spominov Veljka Kadejevića, tedanjega zveznega in zadnjega zveznega sekretarja za obrambo, da je imelo vodstvo JLA dve varianti tega radikalnega napada, s katerim bi popravili svojo začetno strateško napako. Ena varianta je bila z močnim letalskim in topniškim napadom na najpomembnejše sestavine kritične infrastrukture v Sloveniji in na državne ustanove povzročiti tako škodo na ozemlju Slovenije, ki bo prisililo vodstvo Slovenije, da prekliče samostojnost in da Slovenija ostane v sestavi SFRJ. To je ena varianta. Druga varianta je bila podobna, toda s to razliko, da bi po tem množičnem napadu bi Slovenijo enostavno zapustili. Se pravi, bi bil to maščevalni napad, ki bi hudo poškodoval, prizadel hudo gospodarsko škodo, bi povzročil tudi rušenje v večjih mestih, tudi v Ljubljani, bi se JLA na ta način poslovila od Slovenije in se umaknila. No, mi vemo, da na seji predsedstva SFRJ v nedeljo 30. junija so bili ti predlogi zavrnjeni, in sicer na predlog tedanjega predsedujočega v predsedstvu SFRJ Borislava Jovića. To je bilo tudi stališče Miloševića in 5 dni kasneje je Milošević tudi zahteval od generala Veljka Kadejevića, da se enote JLA in ustanova JLA v celoti se umaknejo iz Slovenije na Hrvaško. To je bilo 5. julija. Kaj je bil cilj Miloševića? Ja, cilj Miloševića je bil dvojni, se pravi, če bi se dalo Slovenijo obdržati v sestavi SFRJ, v redu, toda podrejeno in s spremenjeno ustavo in spremenjenim tudi političnim sistemom, torej s centralizirano federacijo, potem bi on to sprejel, ker pa je kot realni politik ugotovil, da je to neizvedljivo, je sklenil, tako kot tudi celotno tedanje srbsko vodstvo, da Slovenijo itak ne morejo obdržati znotraj SFRJ in potem takem
tudi zato, ker celotne Hrvaške ne bi mogli obdržati v sestavi skrčene Jugoslavije, se je tedanje srbsko vodstvo odločilo za obliko centralizirane še vedno države, ki bi se imenovala Jugoslavija, ki pa je bila dejansko razširjena Srbija. In zato je bila zahteva Miloševića 5. julija namenjena temu, da se enote JLA iz Slovenije umaknejo na ozemlje Hrvaške, kjer je že potekala vojna. In da obdržijo in vzpostavijo novo mejo med preostankom Jugoslavije in odcepljeno Slovenijo in odcepljeno Hrvaško, ki bi vključevala ta skrčena Jugoslavija pomembni del Hrvaške, se pravi tiste dele Hrvaške, ki so bile razglašene kot Republika Srpska krajina. Torej, šlo je za uporabo zmogljivosti JLA na ozemlju Slovenije, ki so še ostale. Takrat je še bilo 5. julija se računa kakih 12.000 vojakov JLA na ozemlju Slovenije, da bi to moč in še posebej tanke uporabili za vojno na Hrvaškem. Baje je JLA dobila navodila za vojno v Sloveniji v nekih kuvertah, da je bilo več tih kuvert. No, logično bi bilo, da pred izvedbo operacije v Sloveniji, zasedbe meddržavnih mejnih prehodov, da so dobila poveljstvo, najmanj dve poveljstvi, to v Ljubljani in v Mariboru, divizijska poveljstva, ukaze v pisni obliki s natančno določenimi taktičnimi smotri. Sem prepričan, da so ta poveljstvo dobili. Iz konspirativnih razlogov je zelo verjetno, da so ta poveljstvo dostavili v pisni obliki v kuvertah in ne po pošti, se pravi z vojnimi kurirji. In logično bi bilo, da z ozirom na to, da se tedaj vodstvo JLA šele pogajalo s Borislavom, se je pogajalo s predsednikom tedanje vlade Ante Markovićem o tem, kako naj bi to izpeljali. In niso bili vnaprej prepričani, da bodo dobili vsa soglasja, ki so to potrebne. Zelo verjetno, da so bila ta povelja izdana v variantnih oblikah. Se pravi, od milejših do trših. To bi bilo logično, da so to naredili. Ali so to naredili ali ne, mi ne vemo. Jaz sem slišal o tem. Se ne spomnim več, od koga sem to slišal, da je bilo 5 takih kuvert in da so samo v zadnjem trenutku v tem poveljstvom ukazali, katero kuverto naj odprejo in naj bi odprli drugo kuverto od 5, vse ostale pa naj bi uničile. Jaz nimam dokazal, da je temu res tako. Jaz sem to slišal, ampak več kot to pa ne vem. V spominih recimo Konrada Kolška o teh variantah ni besede. In tudi o kuvertah ne. Tako da nimamo nobenega pisnega dokaza, da je temu res tako. Bi pa bilo to logično. No, še to bi vprašal. Nemčija in Združene države Amerike so dolgo zagovarjale enovitost Jugoslavije. Ja. Kaj je bilo po vašem mnenju ključno, da so Združene države potem se odločile, da priznajo Slovenijo oziroma da je realna situacija taka, da Jugoslavija razpada? No, zelo dolgo je bil obstoj take Jugoslavije, tudi če je bila komunistična, v geopolitičnem interesu zahodnega vojaškega bloka. In iz tega razloga, iz tega geopolitičnega razloga,
še posebej Združene države Amerike, so desetletja podpirale obstoj Jugoslavije, ne glede na njen politični sistem in ideologijo. Za njih je bilo bistveno, da se Jugoslavija ne pridruži vzhodnemu bloku, ker bi to potem slabo vplivalo na razmerje moči med dvema blokoma. In to stališče so še posebej Američani obdržali zelo dolgo, dlje kot drugi. Torej, stališče o tem, da je treba pomagati Jugoslaviji, da obstane taka, tudi kot neuvrščena, bistveno je, da ni kot del vzhodnega sovjetskega bloka. Temu stališču so sledile tudi druge zahodne države, še posebej vztrajno Francija in tudi Italija. In pač pa do tega preobrata, v stališčih najprej Nemčije in na to s vplivom, ki ga je Nemčija imela znotraj tedanje Evropske gospodarske skupnosti, je to postala tudi stališče Evropske gospodarske skupnosti. In šele po 2 mesecih na to so zelo nezadovoljne pristale tudi Združene države Amerike. Jaz sem imel več pogovorov še v letih 1990-1991 z 2 veleposlanikoma, ki sem ju osebno poznal in ki sta redno prihajala v Slovenijo. Moj dolgoletni znanec, na nek način prijatelj, je bil Warren Zimmerman, zadnji ameriški veleposlanik v SFRJ. Jaz sem ga poznal še iz Beograda iz 70. let, iz časa, ko je on služboval v Beogradu kot 3. sekretar veleposlaništva. In ponovno sva se srečala in večkrat se videvala, potem, ko je postal veleposlanik ZDA in kasneje pomočnik državnega sekretarja. Poleg tega sem se večkrat srečal tudi s tedanjim in zadnjim veleposlanikom Zveze Republike Nemčije v SFRJ, Hans-Jörgom Eifom, ki je tudi redno, tudi zaradi dogajanj v Sloveniji, tudi zato, da bi bili bolje obveščeni, redno, skoraj tedensko so prihajali. Oba. V Slovenijo. V Slovenijo. Warren Zimmerman svojo soprogo je te izlete uporabljal za ribolov. Vedno sta ženo stanovala v hotelu Podvin in sta muharila potem na Savi Bohinjki. Hans-Jörg Eif pa je vedno se ustavljal v enem majhnem hotelu v Gameljnah, kjer specialitete so ajdove jedi. No, v glavnem, njihovo stališče, ki so ga mi večkrat ponovili, je bilo, da razglasitve samostojnosti Slovenije, tudi Hrvaške, ne bojo podprli, da vztrajajo na tem, da Slovenija malo potrpi, to, da pomaga Zahodu, da Jugoslavijo demokratizirajo. Nam so očitali, da smo preveč nestrpni, da je tudi v našem interesu, da Jugoslavija ostane, da se demokratizira, da se preoblikuje v normalno evropsko državo in tako dalje, ampak da ostane v enem kosu. In da bodo oni vse storili, da bi preprečili razpad Jugoslavije in, če drugače ne, tudi z grožnjami gospodarskih, predvsem gospodarskih in prometnih sankcij, zapora z meje, prekinitev trgovine in take stvari. Te grožnje so oni izrekali. Oba sta izrekala. In tako se je tudi dogajalo. Vse dokler niso, tudi potem, ko so videli, kaj se je zgodilo v Sloveniji, po juniju in kaj se dogaja na Hrvaškem in kaj se dogaja tudi v Bosni in Hercegovini, so realno ugotovili, da
ni rešitve za Jugoslavijo. Da Jugoslavija je dejansko razpadla in se je treba sprijazniti s tem dejstvom. Na podlagi te ugotovitve so predvsem najprej v Avstriji, nato v Nemčiji, so vodilni politiki prišli do sklepa, da je treba dejstvo razpada Jugoslavije priznati in se temu prilagoditi in priznati tudi samostojnost Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. No, k temu treba dodati, da so Američani bili ta zadnji, so pa to morali sprejeti, zato ker je to predtem naredila Evropska gospodarska skupnost in seveda Sveti sedež. Za njimi je samostojnost Slovenije in Hrvaške priznala tudi tedanja Ruska federacija. In Združene države pa so se pridružile temu, oziroma so morale temu slediti in so tudi svoje stališče spremenili in so odločili za priznanje 3 republik, v veliki meri zaradi tistega, kar se je dogajalo v Bosni in Hercegovini. V Bosni in Hercegovini, vzhodni Bosni, so dogajali množični pokoli muslimanov. Milošević je uspel nekaj časa prepričevati, da temu ni tako, to zanikal je. Ameriške tajne službe so ugotovili na terenu, da so ti pokoli muslimanov se dogajajo in ta novica je potem prispela v množične medije in je sprožila reakcijo predvsem v muslimanskih državah. Torej v tistih državah na Bližnjem vzhodu, predvsem v arabskih državah, kjer imajo Združene države Amerike strateške interese. In v veliki meri zaradi tega so Američani sklenili, zato da bi pokazali, da se nasprotujejo oziroma obsojajo in nasprotujejo pokolu muslimanov, so sklenili, da pospešijo postopek priznanja samostojnosti 3 republik, v veliki meri zaradi Bosne in Hercegovine. Mi smo tedaj računali, jaz sem bil tedaj kandidat za veleposlanika pri Evropskem sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in smo računali spomladi, da tega sprejema v Organizaciji združenih narodov ne bo pred jesenskim zasedanjem konec septembra leto 1992. Dejansko se je zgodil 20. maja leta 1992 in to v veliki meri zaradi Bosne in Hercegovine. Torej, dogajanje v Bosni in Hercegovini so vplivali na stališče Združenih držav Amerike, ki so potem dali svoje soglasje v Varnostnem svetu za sprejetje naših 3 republik, predvsem zaradi svojih geopolitičnih interesov. Še vedno pa so bili Američani zelo dolgo izredno kritični do Slovenije in to vemo iz spominov in iz izjav Madeleine Albright, kasnejše državne sekretarke, ki nam je očitala, da smo povzročili Slovenci razpad Jugoslavije. Ta očitek, da smo Slovenci krivi za razpad Jugoslavije, zato ker nismo potrpeli, zato ker nismo pomagali Zahodu, da to Jugoslavijo na miren način preobrazi v demokratično državo, je ostal zelo dolgo in jaz sem prepričan, vplival v veliki meri na to, da Slovenija, čeprav je izpolnjevala
pogoje za sprejem v NATO leta 1997 v večji meri kot recimo Madžarska ali pa Češka. Slovenija tedaj leta 1997 ni dobila blagoslova Združenih držav Amerike za vstop v NATO in s tem je bil naš vstop v NATO odložen do leta 2004. V redu, še hvala za pogovor. Ja.